Če so pred nekaj leti, pred 10 leti enoprostorce kupovali predvsem tisti, ki so dobili novega družinskega člana, pa je danes njihova priljubljenost presegla vsa pričakovanja. Kupujejo jih tisti, ki se v naravo radi odpravijo s kolesom ali s čim drugim, pa konec koncev tudi tisti, ki se jim iz avtomobile ne da dajati stvari ven, zato da lahko potem postavijo noter druge in skratka potrebujejo več prostora. Da so zares priljubljeni, pove dejstvo, da je skoraj polovica vseh vozil pri Fordu ravno te karoserijske oblike. Imajo Galaxija, S-Maxa in C-Maxa. Tega ponovim v dveh dolžinah, poleg običajne še v tej 14 cm daljši in z drsnimi vrati oboroženi izvedenki Grand. Če vzamem Transita, je to nasploh prvi Fordov osebni avtomobil z drsnimi vrati. Če vas še vedno bolj mikajo klasična krilna, pa si izberite katerega drugega Fordovega enoprostorca. Z novo generacijo je bil tudi C-Max podvržen hišnemu kinetičnemu dizajnu, z novo modernejšo obliko pa so si tako razširili krog kupcev. Manjši kakovostni preskok najdemo tule znotraj, kjer so materiali že več kot solidni, na nekaterih mestih pa še vedno šepa končna izdelava. Tega denimo pesti čriček v desnih drsnih vratih. Tudi nisem prepričan, da tako razigrano notranje okolje kupcem tega avtomobila ustreza. V Fiesti mi je všeč, C-Max pa je preveč odrasel in krog kupcev preveč drugačen, da bi bilo to najbolj primerno. Podvozje je za družinsko vozilo včasih že preveč trdo, ali pa so naše ceste res že zelo slabe. To bo seveda pogodo voznikom, malo manj pa sopotnikom, ki bodo morali trpeti voznikovo veselje za volanom. Ford tudi tukaj ne razočara, saj se prav vsi njihovi avtomobili odlično vozijo. Kljub temu, da ima bencinski motor le 1,6 litra prostornine, pa gre za najmočnejšega v ponudbi. 132 kW nerodno pade v najvišji premijski razred pri zavarovalnicah, hkrati pa postreže z dobrimi zmogljivostmi, čeprav bi od številke, ki je zapisana v prometnem dovoljenju, po občutku pričakoval več moči. To pa zato, ker ta prihaja lepo zvezno in je C-Max popolnoma nezahteven za vožnjo. Dopušča lenarjenje pri prestavljanju in preskakovanje prestav sicer izvrstnega menjalnika. Žeja je pri turbinskih agregatih zelo odvisna od tega, kako močno pritiskate na stopalko za plin. V povprečju je bila tukaj nekaj nad 9 litri, pri hitri vožnji tudi precej več kot 10 litri. Z opremo titanium in s tem motorjem vas bo stal 24 tisočakov in pol, z nekaj dodatne opreme pa še 4 tisočake več. Sprva se sliši veliko, a ko začnete Grand C-Maxa primerjati s konkurenco in ugotovite, kaj dejansko vse ponuja in dejansko kako dober avtomobil je, pa postane cena bolj sprejemljiva. Pa še nekaj popusta si lahko izborite.